Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o enem izmed glavnih čutil človeškega fizičnega telesa, na katerega se ljudje najbolj zanašamo, to je vid. Predvsem pa kako je naš vid zelo omejen oziroma plitek in kako dejansko ne moremo videti realnosti. Kaj hočem s tem povedati? Ljudje mislimo, da tisto, kar vidimo, da je to realnost, da je slika vse, kar potrebujemo videti, zaznati, zato da dojamemo, kakšne stvari so. Ampak ugotovilo se je, da človeški vid je izjemno frekvenčno omejen. Že v sklopu osnovnošolske fizike se lahko izve, da recimo svetloba je elektromagnetno sevanje, ki vsebuje zelo velik spekter frekvenc. In tisto, kar lahko vidi človeško fizično telo, je samo majhen odstotek tega celotnega frekvenčnega spektra. Torej, že samo v tem kontekstu se ve, da človek recimo ne more videti ultravijolične svetlobe, infrardeče svetlobe in ostalih frekvenc svetlobnega spektra. To pa še ni vse, kajti samo tista slikovna zunanja pojavnost neke zunanje plasti fizičnega telesa oziroma fizičnih teles, biti na tem planetu, še zdaleč ne morejo predstavljati vse, kar njihova telesa predstavljajo. Kajti v vsakem telesu je živo bitje, je življenje in recimo človek, če opazimo mi kakšnega človeka, ki leži na tleh, nemirno, ne moremo vedeti, ali je ta človek živ ali mrtev. Mi lahko samo na osnovi gibanja interpretiramo in ugotovimo, ali je za nas nek predmet, neko živo bitje, živo ali mrtvo, in ga potem temu primerno obravnavamo. Ampak življenje je veliko bolj kompleksno, kot pa ga je možno videti z človeškimi fizičnimi očmi, oziroma vsaj očmi večine ljudi, kajti možno je preseči to frekvenčno omejenost in videti bolj v globino samega življenja. Ugotovilo se je, da recimo otroci v zgodnjih letih oziroma mesecih lahko vidijo veliko več kot potem v kasnejši starosti, ker potem se jim ta vid zelo omeji. In tudi nekateri ljudje v kasnejših letih, ki so doživeli kakšne travme, se jim je ta vid odprl in so postali sposobni videti vseh dodatnih dimenzij tega obstoja. Tako na primer poznam primer nekega fanta iz Ljubljane in oče tega fanta je precej časa, več mesecev oziroma celo let zasledoval proces članov naše Destiny skupine, predvsem mene, glede preobrazbe avre. Avra ni tako, kot večina ljudi mislijo, izžarevanje življenjske sile, ampak je to resonanca
zavednega dela, umsko-zavestnega sistema, ki ima 3 plasti, torej zavedno, podzavedno in nezavedno. In ni to res, da bolj močnejšo, ko imaš auro, bolj ko imaš pisano in polno, da si na večji stopnji zavedanja, ampak bolj ko imaš večjo auro, močnejšo auro, bolj si ujet v to energetsko ječo umsko-zavestnega sistema. Torej, indikator osvobajanja od tega uma, energetskega sistema, je izgubljanje aure. Torej, bolj ko imaš auro šibko, bolj ko jo izgubljaš, bolj ko postane transparentna, bolj si osvobojen od teh energetskih vezi. In oče tega fanta je vrsto let zasledoval ta moj proces, brez da bi jaz tega vedel. In me je potem povabil skupaj z drugimi prijatelji v Ljubljano, da nam je povedal, kako ta njegov fant vidi ta proces izgubljanja aure. Ker lahko je videl to izgubljanje moje aure na mojem fizičnem telesu preko fotografij, ki sem jih objavljal redno na Facebooku. Torej, ni potrebno, da se vidi dejansko fizično telo, ampak je možno tudi preko fotografije nekega človeka ugotoviti te stvari. Skratka, ta realnost je večdimenzijski sistem, podobno kot je to opisano v filmu Matrica. In za ljudi so najbolj pomembne slike, barve, še najbolj nas barve pritegnejo, bolj ko je stvar pisana, pestra, ko ima neke geometrijske oblike, kot je recimo mandala ali kaj takega, to izjemno pritegne našo pozornost. Vidimo torej samo tiste stvari, ki so nepomembne, da bi se zavedali oziroma da bi videli življenje v samih bitjih, da bi razumeli, kako z določenimi ravnanji škodujemo drugim bitjem in da bi lahko zmogli spremeniti naše obnašanje, tega pa nismo zmožni dojeti. Zato je pomembno, da raziskujemo te stvari, da proučujemo, da ozaveščamo ta dejstva, da je vse na tem svetu živo, da ima svoje zavedanje in da se do drugih delčkov stvarstva obnašamo enakovredno, pravično, tako kot bi mi želeli, da bi se drugi obnašali do nas, če bi bili mi v njihovih telesih. Torej, po principu, delaj tistemu, kar želiš, da bi drugi delali tebi. Kar pa ne pomeni samo, da pazimo na to, da drugim ne škodujemo, ampak pomembno se je zavedati tudi, da za svojo neaktivnostjo, za pasivnostjo prav tako vplivamo na druga živa bitja. Torej, če vidimo, da nekdo trpi na tem svetu in ne naredimo ničesar, da bi se to trpljenje ustavilo, smo prav tako odgovorni za sodelovanje pri njihovem trpljenju. Toliko v razmislek glede tega, glede omejenosti človeškega videnja. Vabim vas, da si pogledate še dodatne povezave pod tem videoposnetkom in lepo se majte. Čao!